Torej, kot smo že poročali, Union Olimpija ima novega trenerja, na klop se vrača Memi Bečirović. Po slabih 2 letih je klop Uniona Olimpija zapustil Aleš Pipan. Gospod Matevž Zupančič, direktor kluba, veliko se je letos pojavljalo nezadovoljstvo po nekaterih tekmah, ki so bile dobljene, pa jih Union Olimpija je na koncu izgubila. Kdaj ste začeli razmišljati o zamenjavi trenerja in je bilo to samo kaplja čez rob ali je bil ta poraz proti Zlatorogu tisti glavni razlog? Sigurno je, da je do odločitve prišlo šele po porazu z Zlatorogom. Mi smo dolgo časa vztrajali, vsi skupaj, tudi politika kluba je v zadnjih letih pač bila taka in tudi rezultati in športni in poslovni so vedno pokazali se kot najboljši, ko je bil tim čim dalj časa skupaj. Seveda pa pride šport, je takšna panoga, je takšen posel, ko je včasih tudi kakšna takšna menjava potrebna in glede na to, da z porazom v pokalu Spar nismo izpolnili enega izmed klubskih ciljev, smo se za to potezo pač odločili. Res je, da so kakšni kiksi že prej bili, ampak kot sem rekel, razlika od kakšnega prejšnjega kiksa mogoče v Ligi ABA in tega je, da s tem ni bil izpolnjen klubski cilj, še vedno pa je aktiven rezultat v Ligi ABA in rezultat v Evropi je pa sploh bil zadovoljiv, tako da tukaj ne gre kazati s prstom samo na eno osebo, gotovo ni samo en kriv za ta pokalni poraz, ampak gre tukaj za cel tim, ampak prva poteza je bila pač taka. Zagotovo se je, odkar je bil na mestu Aleš Pipan, dogajalo to, da je Union Olimpija znala premagovati močnejše nasprotnike, ne samo letos, tudi v lanski sezoni. Vemo, da je Valencia, ki je na koncu zmagala Evropski pokal, padla 2-krat, da ne govorimo tudi letos. Potem pa porazi proti tem slabšim ekipam, pa se potem ljudje seveda normalno sprašujejo, da nekaj v bistvu ni v redu, kar se tiče vodenja kluba. To, kar mogoče ni v redu, traja že malo dalj časa. Če pomisliš tudi sezone pred Alešem Pipanom, je bil ta nek kompleks zelo podoben. Zmagovati v Evropi, izgubljati doma, vemo, da 5 let nismo prvaki, tako da tega definitivno ne bi vezal samo na Aleša Pipana. Zdaj ste nekako kar postavili cilj za to, da se uvrstite v Evropski pokal in da osvojite naslov državnega prvaka, kar je v bistvu za nekega trenerja, ki pride, ki nima vpliva na nič, dokaj zahtevna naloga, bi človek povedal, ne? Sigurno je zahtevna, ampak ta cilj je že bil sprejet pred sezono, tako da tukaj se ni nič menjalo. Glede na to, da je odšel samo en igralec v tej sezoni, mislimo, da te cilji še vedno so dosegljivi. Kot rečeno, pač uprava je ocenila, da potrebuje ekipa neko novo energijo, nek nov pristop, kot je Memi tudi že sam povedal, ni tukaj, tudi on ni čarovnik, vendar z nekim novim pristopom verjamemo, da lahko stisnemo maksimum in te 3 mesece odigramo mogoče bolje kot zdaj. Ampak njegovo podaljšanje pogodbe je odvisno ali ni odvisno od tega, ali bo ta 2 cilja izpolnil, glede na to, da pač ni sam sestavil te ekipe in da jo je dobil šele zdaj 2-3 mesece pred koncem sezone. Drži, ampak kot sam pravi, v to ekipo verjame, da lahko te cilje s to ekipo doseže, to je sam povedal, tako da ga moramo malo držati tukaj za besedo. Njegov obstanek kasneje pa definitivno ni odvisen samo od tega, ampak še od mnogih faktorjev. Vemo, da je klub v situaciji, ko bo pred poletjem sestavljal neko novo srednjeročno zgodbo, kako daleč, predvsem finančno, bo ta segla, bomo pa videli šele takrat, tako da karkoli bi mu zdaj obljubljali ali pa bog ne daj podpisovali na daljše obdobje, bi bilo s figo v žepu, česar pa ne delamo več. Torej, za cilj imate, da se uvrstite v Evropski pokal, torej na eno izmed prvih 6 mest, trenutno dobro stojite, ampak kot smo že povedali, imate 3 gostovanja in doma tekmo z novomeško Krko. Kateri za vaš cilj je zdaj bolj pomemben? To, da pridete v Evropski pokal, tam vemo, da ste zelo dobro zapisani pri Ulebu, da ste v zadnjih letih imeli tudi priložnost dobiti povabilo, ali vam je pomembno bolj, da končno prekinete niz Krke in osvojite naslov državnega prvaka po 6 letih? Oba cilja bi jaz rekel, da sta enako pomembna. Olimpija predvsej tudi finančno in sponzorsko zavisi od nastopov v Evropi. Vemo tudi sofinanciranje mesta in podobni projekti so predvsej vezani na našo evropsko zgodbo, tako da finančno bi nas bolelo, kolikor Evrope ne bi igrali. Zelo podobno je pa tudi z državnim prvenstvom, nekako 5 let je nekako dovolj pauze, kar se tiče biti prvak oziroma ne biti v Ljubljani, tako da sta oba cilja nekako po moje enakovredna. Gremo pa korak za korakom in najprej je na vrsti Liga ABA.
Vemo, da je veliko odvisna Union Olimpija od tega, da ima pač še veliko starih dolgov, da se pač tu ne da sestaviti močnejše ekipe. Mene pač mnogi ljudje, ki spremljajo košarko, sprašujejo, ali je Olimpija kdaj razmišljala o tem, da bi pač mogoče tudi kakšno sezono v Evropi izpustila in imela same domače igralce in poskušala na ta način, da bi tvegala mogoče sezono 2 ali 3, izpustiti nastope Evrope, igrati za poceni ekipami in tako odplačati dolg. Ste kdaj o tem razmišljali in zakaj recimo do tega ne pride? Smo razmišljali sigurno, ampak računica je pokazala, da ni tako, da nam Evropa oziroma tekmovanje na tem nivoju, ohranjanje tega nivoja vseeno finančno prinaša več in tudi lažje odplačevanje dolgov. Tudi če sproti naredimo še vedno kakšen minus, vseeno več pokrijemo za nazaj, kot naredimo minusa. Se pravi, vedno smo v zadnjih sezonah naredili 2 koraka naprej, pa mogoče kdaj kakšnega vmes nazaj, ampak dolg se je drastično znižal, ni pa še pri koncu. Tako da ne, jaz ocenjujem, da vseeno moramo ohranjati to čim višjo športno ambicijo. Je pa seveda težko krmariti na večjih področjih in istočasno sanirati in se boriti za rezultat. Pride do poškodb, ekipe ne moreš okrepiti, kar recimo drugi počnejo. Tako da je to definitivno težka naloga, ampak se jo držimo še vedno. Dobro, hvala lepa za tale pogovor in seveda srečno z novim trenerjem. Hvala.